Dober večer. Gospodarska zbornica Slovenije je minuli teden že 44-tič podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2011. Najstarejše in najprestižnejše nagrade, ki jih podeljujejo od leta 1969, je letos prejelo 10 gospodarstvenikov oziroma 9 podjetij, prihajajo pa iz 7 panog in 6 regij, tudi iz Dolenjske. V zgodovino slovenskega gospodarstva in na zid slavnih v gospodarski zbornici se je v skupini srednje velikih podjetij kot predstavnik edinega podjetja iz jugovzhodne regije vpisal Franc Frelih, direktor in lastnik šentrupertskega podjetja Plasta. Ja, sem ponosen in vesel. Priznanje seveda ne pripada samo meni, ampak vsem mojim sodelavcem. To je glih tako, kot pri nogometu. Če dobijo pokal, ga sprejme en igralec. Pripada pa vsem igralcem, vsem, ki so odzadaj, trenerju in ostalem. Tako je tudi pri podjetju. Jaz sem samo predstavnik podjetja, ki sprejmem to nagrado, nagrada pa pripada vsem. Leta 1980 ustanovljeno podjetje je danes eno največjih slovenskih podjetij za predelavo plastike in vodilni proizvajalec nizko in visoko gostotnega regeneriranega oziroma obnovljenega polietilena iz lastne reciklirne linije. Kot je v obrazložitvi zapisala Komisija za nagrade GZS, podjetje odlikujejo skoraj 3-krat višja dodana vrednost na zaposlenega ter nizki stroški dela v primerjavi s panogo, visoka dobičkonosnost kapitala in sredstev. Ključni za uspešnost podjetja pa so po besedah Freliha veliki vložki v razvoj. Ne vlagamo samo veliko, ampak vse. Jaz do zdaj nisem še nikoli dvignil iz katerega podjetja kakršenkoli dobiček. Mislim pa začeti tudi, ker zdaj so podjetja kar v dobri kondiciji in mislim pa, da če dvigneš profit iz podjetja in ga potrošiš, potem nimaš nobenih šans, ker tisti denar, ki ga zaslužiš, moraš vrniti. Vsak dan prihajamo in vidimo, da se pojavljajo novi stroji, ki so bolj produktivni in če tukaj zaspiš, potem počasi začne stagnirati. V skupini srednje velikih podjetij je nagrado gospodarske zbornice prejela tudi direktorica zagorskega podjetja Bartec Varnost Simona Klukej, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo protieksplozijsko zaščitenih električnih naprav. Jaz moram reči, da sem te nagrade res iskreno vesela. Je pa to nagrada za preteklo delo, nagrada za delo vseh mojih sodelavcev. Brez njih te prestižne nagrade ne bi bilo. Jaz moram reči, da imamo izredno strokovno usposobljen kader, visoko motiviran, timsko orientiran in da nam je cilj ohranjati podjetje stabilno, razvojno orientirano in da zagotavlja socialno varnost vseh zaposlenih. Pomembne so vrednote, kot so spoštovanje in zaupanje. In brez mojih sodelavcev te prestižne nagrade sigurno ne bi bilo. Med nagrajenimi direktorji družbeno odgovornih podjetij, ki so navkljub slabšim pogojem na trgu dosegala boljše poslovne izide, rasla in zaposlovala, je v skupini velikih družb, poleg Marka Kolbla iz ljubljanskega podjetja Europlakat in Marjana Mačkoška iz jeklarne Štore Stil, nagrado prejel direktor gospodarjenja v družbi BSH Hišni aparati iz Nazari Boštjan Gorjup. Gledali smo v tuji lasti, je seveda takšno priznanje v okolju v Sloveniji, kjer delamo že res nekaj časa, zelo pomembno za nas. Smo zelo veseli, da smo prepoznavni, da nas je tudi okolica prepoznala kot podjetje, ki dela na trajnosti, ki dela na trajnostnem razvoju, vlaga v ljudi in seveda smo veseli in je to na nek način tudi izziv, da v prihodnje tudi nadaljujemo z takšnim delom, kot smo do sedaj. Med malimi podjetji so prejemniki slovenskih gospodarskih Oskarjev Janez Bijol iz podjetja Bijol, Marko Lotrič iz podjetja Lotrič Laboratorij za meroslovje, predsednik uprave družbe Unija računovodska hiša Miran Pikovnik ter direktorja družbe X-Lab iz Ljubljane Gregor Pipan in Jure Pompe. Sicer pa je letošnja podelitev prestižnih priznanj potekala predvsem v znamenju aktualnih razmer, saj se je slovensko gospodarstvo vnovič znašlo v recesiji. Po podatkih Statističnega urada se je obseg gospodarske dejavnosti v lanskem zadnjem četrtletju zmanjšal za 2,8%, na letni ravni pa je obseg bruto domačega proizvoda po prvih ocenah realno padel za 0,2%. Od začetka krize leta 2008 je Slovenija med evropskimi državami, kjer se je gospodarska aktivnost najbolj zmanjšala, navajajo v Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Razmere so kar dost, bi rekel, zahtevne, celo bi lahko rekel zagatne.
ampak niso tako črne, ko nam jih, bi rekel, slikajo stranke v bitki za glasove, ne? Da bi čim več nas prepričali na to ali pa drugo stran. Mislim, da zadeve niso tako črne in brezizhodne. Tako da je, po mojem, še dovolj prostora, da se bomo izvlekli iz, bi rekel, te zagatnosti. Smo pa seveda dovolj zavoženi, dovolj globoko zavoženi. Jaz temu rečem, da smo, bi rekel, tole doto, ki smo jo iz Jugoslavije prenesli včasih kar pozitivno v samostojno Slovenijo, kar lahkotno zapravili skoraj do beraške palice. Mogoče malo z distance ne bi bil tako pesimističen, kakor je zdaj v tem trenutku v Sloveniji neko splošno mnenje o slovenskem gospodarstvu. Slovensko gospodarstvo ima eno dolgo tradicijo industrije, ima sorazmerno dobro usposobljene ljudi, tako tehničnih kot ekonomskih poklicev. Lokacija Slovenije je blizu glavnemu evropskemu trgu, to pomeni, imamo izhodišča za možnost biti zelo razviti v tem evropskem prostoru. Je pa res, da določene priložnosti včasih ne znamo izkoristiti, da imamo določene zadeve, postopke prezakomplicirane in na tem moramo delati. Kljub kriznim razmeram in recesiji imamo v Sloveniji še vedno številna gospodarsko uspešna in na globalnem trgu konkurenčna podjetja. Da bi rast in dobre poslovne izide omogočili najširšemu krogu podjetij, potrebujemo hitre in odločne spremembe poslovnega okolja, poudarja predsednik in generalni direktor Gospodarske zbornice. V tem trenutku v Sloveniji izvozimo več kot leta 2008, skoraj 24 milijard in pol. To je za državo, kot je Slovenija, zelo veliko, na prebivalca skoraj 5krat toliko kot recimo Grčija. Imamo številna podjetja, ki so tudi v Sloveniji zelo konkurenčna, zaposlujejo zelo veliko ljudi. Skratka, en del gospodarstva je v odlični kondiciji. Tisto, kar moti in na kar opozarjamo tudi danes, ko podeljujemo nagrade Gospodarske zbornice, da so splošni pogoji poslovanja takšni, da mnoga podjetja pa ne morejo nad vodo in tem nimamo niti s čim pomagati. Nimamo ne ekonomske politike, ne nekih konkretnih ukrepov, s katerimi bi jim pomagali, da lahko konkurenčno poslujejo in tudi zaposlujejo. Ključno izhodišče nove razvojne strategije mora biti preprosta logika, da ne moremo porabiti več, kot lahko ustvarimo, meni prvi mož Gospodarske zbornice, v kateri podpirajo uvedbo zlatega fiskalnega pravila. Ob tem, ko bomo razrešili to osnovno vprašanje, koliko lahko porabimo, v kaj investiramo v razvoj, bomo seveda ugotovili, da to ni dovolj, da potrebujemo še določene spremembe in prav gotovo je trg dela potreben zelo hitre in odločne reforme, prav tako reforma pokojninske zakonodaje, zdravstvene zakonodaje, s čimer bomo nenazadnje omogočili tudi gospodarstvu nekaj več prostora za razvoj. Še leta 2007 smo po podatkih Gospodarske zbornice za celoten javni sektor porabili manj kot 14,6 milijarde evrov, lani že približno 18 milijard. Z racionalizacijo javnega sektorja ter odpravo administrativnih ovir, tako Milič, bi gospodarstvo prihranilo nekaj odstotkov bruto domačega proizvoda. Ja, vsekakor odprava administrativnih ovir pomeni tudi zmanjšanje števila zaposlenih, zmanjšanje števila tistih, ki potem kontrolirajo določene predpise, ki jih konec koncev tudi izvajajo. Se pravi, potrebujemo zmanjšanje administrativnih bremen, poenostavitev zakonodaje in potem tudi več prožnosti na trgu dela, tako da bi ti ljudje, ki bodo postali tukaj več, lahko konkurirali za dela v privatnem sektorju. Med konkretnimi ukrepi za reševanje nastalih razmer je po mnenju gospodarstvenikov poleg davčnih razbremenitev podjetij, racionalizacije javnega sektorja, doslednega uveljavljanja načel pravne države, potrebna prožnejša delovnopravna zakonodaja. Ja, včasih podjetnike je celo strah zaposlovati ljudi, ker vedo, kaj to pomeni, če imaš ljudi za nedoločen čas, ki jih zelo težko odpustiš, ko podjetje zaide v težave ali pa v nek cikl, kjer se rabi fleksibilno prilagoditi. In to je slabo, če se nekdo odloči, da ne bo deloval kljub neke dobri ideji v tem podjetništvu. Zato seveda moramo to zakonodajo prilagoditi ali pa jo na neko primerljivo raven, ki obstaja drugod po Evropi. Glih okrog odpuščanja in zaposlovanja, to bi moralo biti prožno. Če rabiš delavca za en dan, ga za en dan zaposliš, če rabiš za 3 mesece in da ga enostavno odpustiš, to bi bilo bistveno lažje. Marsikdo
bi zaposlil tudi za krajši čas, pa če bi videl, da je delavec v redu in tako naprej, bi ga verjetno tudi se trudil, da ga zadrži. Tako pa je en kup ovir in tudi to država kot takšna načelno podpira to zaposlovanje, v bistvu pa vprašanje, če je to res podpora, če ni bolj kaj drugega. Osnovno gibalo gospodarske rasti ostaja izvoz, a je zgolj 30% vseh prihodkov slovenskega gospodarstva ustvarjenih na tujih trgih. Ob neizkoriščenih potencialih, zlasti na trgih zunaj Evropske unije, je za zagon gospodarske rasti potrebno odpreti vrata tujim naložbam. Država pa mora po mnenju gospodarske zbornice z uvedbo socialne kapice, to je zgornjega zneska bruto plače, nad katero so delodajalci in zaposleni oproščeni plačila socialnih prispevkov, zagotoviti konkurenčno poslovne okolje, zanimivo tudi za tuje naložbenike. Vendar se zaradi posledično večjega proračunskega primanjkljaja in s tem javnega dolga porajajo dvomi, da sedanje razmere morda niso primerne za uvedbo socialne kapice. Nasprotno, mi sedaj z visokimi stroški dela, z visoko obdavčitvijo tudi socialnih prispevkov, dajemo znak vlagateljem, da se v Sloveniji ne splača imeti visoko produktivnih delovnih mest. Mnogi zmotno mislijo, da s tem ščitimo samo menedžerske plače, ampak tukaj enostavno gre za inženirske in podobne razvojne kadre, ki v tem trenutku v Sloveniji niso dovolj atraktivni za zaposlovanje in tako domači kot tuji vlagatelji grejo raje v tujino, v neposredno bližino, ker so tam ti kadri cenejši in zato tudi bolj zaposljivi. Starosta slovenskih ekonomistov Jože Mencinger, ki vzroke za aktualne težave gospodarstva pripisuje, kot pravi, hazarderskim letom v obdobju 2005-2008, uvedbe socialne kapice ne podpira. Jaz mislim, da s tem ne bomo daleč prišli. Ne vem, kam bi prišli s socialno kapico. To je bolj simbol nekega neoliberalnega pogleda na svet, kot pa česarkoli drugega, nekaj praktičnega pomena ta socialna kapica nima. Jaz sam menim, da so šolstvo, zdravstvo in socialna varnost nekaj, kar ne sodi na trg, da je to treba sprejeti kot neko vrednoto, ki je Evropa ustvarila v letih po drugi svetovni vojni. Nažalost se pa kaže, da temu ni več tako, kar je pa povezan s tistimi iluzijami, da smo lahko konkurenčni Kitajcem in drugim. Enostavno ne moremo biti. Tako da so te stvari po moje precej zgrešene. Jaz sem zelo velik nasprotnik socialne kapice, ker v bistvu to pomeni prerazdelitev od bogatejših k revnejšim. Zdravstvo je pa neka dobrina, ki bi morala biti dostopna vsem. Pokojnine so zaradi mene nekaj, kar v bistvu pomeni to, da otroci preživljajo starše, ko starijo, to se je včasih delalo znotraj družin, to skrb je prevzela država, tako da tule ne vidim prav veliko možnosti. Lahko se sicer odločimo za, še manjše dohodke upokojencem, ampak menim, da smo nekje že prišli tisto dno, ko se pokojnine ne morejo več zmanjševati. Na drugi strani se prispevki ne morejo povečevati. Tako da tista pokojninska reforma, ki smo jo pa žal zavrnili, je bila po moje nek korak v pravo smer. Sicer pa imajo po mnenju sogovornikov prestižne nagrade, ki jih je vključno z letošnjimi nagrajenci doslej prejelo 296 gospodarstvenikov in 19 gospodarstvenic, zaradi zaostrenih gospodarsko-finančnih pogojev še toliko večji pomen. Jaz mislim, da je ta nagrada premalo poznana v javnosti, torej da se o vseh drugih nagradah dosti bolj, bi rekel, vi mediji, pa tudi tisk in tako dalje, razgovori o priliki podelitev, da pri tej nagradi se tisti dan, ko se podelijo, malo piše o njej, potem se pa pozabi celo leto na to. No, mislim, da je to pomembna nagrada, ker je to spodbuda, seveda, bi rekel, tudi drugim gospodarstvenikom za boljše delo, za bolj pridno delo. Mislim pa, da predvsem v klubu, ki smo ga lani ustanovili, ravno to želimo, malo promovirati bolj to nagrado, spodbujati dobre prakse, predvsem pa etiko in pa poslovno kulturo v menedžmentu, da bi ostala, bi rekel, nekje na eni dostojni višini. Mislim, da so nagrade gospodarske zbornice v tem trenutku še toliko bolj pomembne, ker je kriza oklestila številna podjetja
in ti, ki so danes prejeli nagrade, so lahko resnično vzor tudi vsem ostalim v slovenskem gospodarstvu. Zdi se mi, da je bilo danes tudi izrečenih veliko pozitivnih besed, tako se strani govornikov kot tudi nagrajencev, in se mi zdi, da je dalo to tudi sama prireditev en tak velik optimizem vsem nam tudi za naprej. Nagrade gospodarske zbornice nenazadnje pripomorejo tudi h krepitvi visokih moralnih in etičnih vrlin ter v zadnjih letih zaradi posameznih tajkunskih ekscesov v javnem mnenju načetega ugleda vodilnih gospodarstvenikov. Seveda pripomorejo. No, jaz si domišljam, da je ta nagrada pripomogla k mojemu ugledu. Vedno sem na mojega očeta, ki je to nagrado dobil, mislim, da 84 leta, potisnem sem bistveno z večjim spoštovanjem gledal. Drugače pa menedžeri smo čisto normalni ljudje, krvavi pod kožo in vse, kar je človeškega, nam ni tuje. Po logiki velikih številk so med nami takšni in drugačni kot po vseh poklicih, ampak ja, marsikdaj ti ekscesi, slaba praksa, ki pa je zagotovo v manjšini, zamegli te dobre, te vlečne konje in prepričan sem, da ravno ti vlečni konji so Slovenijo danes delajo, kljub temu uspešni so, kot pa če bi sicer bila, in tudi prepričan sem, da jo bojo znali potegniti ven iz te krize. Poglejte, nagrada ni tista, katera bo pravzaprav spremenila poslovanje v podjetju. Nagrada je nekaj, kar je zaslužilo podjetje. Res je, da podjetje so ljudje. Podjetje je direktor in jasno vsi tisti, ki delajo v timu. In se pravi, tudi nagrade ne more biti, če ni uspešnega tima. In se pravi, to je nekaj, kar pravzaprav je priznanje vsem zaposlenim. Zdaj, če pa nekdo iz tega tima skrene, potem pa ni vedno vprašanje tudi direktorja. Res pa je, da lahko se svojimi slabimi potezami tudi obremeni podjetje. V TPV-ju se trudimo, da takšnih odmikov ne bi bilo in da bomo to zaupanje tudi vnaprej še uveljavljali. Dejstvo je, da lahko Slovenija kot ekonomsko in politično neodvisna država obstane le kot gospodarsko uspešna država. Zato tako gospodarstveniki moramo z zaupanjem in optimizmom zreti v prihodnost. Mislim, da imamo Slovenci izjemno veliko potencialov, znanja, kompetenc in tudi veliko energije, da bomo tudi v časih, ko niso ravno enostavni, te stvari zmogli in da bomo na koncu postali še močnejši. Jaz verjamem, da tudi bolj povezani, da bomo skupaj stopili in naredili še kakšne nove, inovativne projekte, tako v Sloveniji kot tudi izven Slovenije. In ko govorimo o optimizmu, mi delamo optimizem, mi smo sestavni del tega in od nas je odvisno, ali bo naše razpoloženje optimistično ali pesimistično, ali bomo prodorni ali bomo pasivni, in mislim, da gredo v zadnjem obdobju stvari v tisto smer, ki bodo popeljale slovensko gospodarstvo in tudi slovensko družbo korak naprej. V optimističnih tonih je svoj govor na slovesni podelitvi nagrad v Cankarjevem domu pred zbrano gospodarsko in politično elito končal tudi prejemnik nagrade iz jugovzhodne regije. Mislim, da je v Sloveniji premalo optimizma. Bodite optimisti, bodite prepričani, kolikor vas je, da nobeden ne bo dočakal konca Slovenije ali pa česa drugega. Slovenija bo še naprej se razvijala in to če dalje boljše. Člani gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki ima od januarja novega direktorja Tomaža Kordiša, pa so se sestali na 6. skupščini na Otočcu. Potrdili so poročilo za leto 2011 ter sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2012. Zaradi odstopa Matjaža Strmca je zbornica za novega člana upravnega odbora za obdobje trajanja mandata sedanjega upravnega odbora imenovala Iztoka Viranta, direktorja podjetja Sekop Kompresorji. Zbornica ima prek 300 rednih in podpornih članov, gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, med katerimi so vsa pomembnejša podjetja v regiji. Članstvo je uspelo zadržati kljub zaostrenim gospodarskim razmeram. Vsa večja podjetja, pa tudi manjša, so vključena v to na samostojni
to se pravi ne na neki prisilni podlagi in kot je bilo na skupščini rečeno, zelo veliko izobraževanj, tudi veliko borbe, ki ni vidna v javnosti za infrastrukturo, bodisi da so to ceste, tako imenovana tretja razvojna os, pa priključki raznorazni na avtocesto Ljubljana-Zagreb in ne nazadnje tudi na del infrastrukture, ki je povezan z električno energijo. Članice zbornice so v preteklem obdobju zaposlovale 70% vseh zaposlenih v regijskem gospodarstvu, ustvarile preko 80% vseh prihodkov in preko 90% čistega dobička. Poslovanje zbornice je bilo lani uspešno, saj so ustvarili dobiček v višini dobrih 9000 evrov, a je bilo poslovno leto izjemno težko. Ampak lahko rečem, da za dolenjsko in pa belokranjsko gospodarstvo kot celoto, predvsem za dolenjski del, pa zelo uspešno. Saj smo slišali tudi na sami skupščini, da so tukaj slovenskega vidika gledano najuspešnejša podjetja, tista, ki imajo tudi dobiček, tista, ki tudi še zaposlujejo, seveda so pa tudi podjetja, ki imajo probleme, ampak primerjalno z ostalimi regijami v Sloveniji smo tukaj, predvsem na Dolenjskem, še zelo na dobrem. Predvsem Dolenjska je namreč izrazito izvozno usmerjena in po kazalnikih na zaposlenega sodi v vrh med slovenskimi regijami. Direktor zbornice Tomaž Kordiš je prepričan, da mala in velika podjetja v zbornici vidijo priložnost za lažje reševanje infrastrukturnih težav in za sodelovanje pri spremembi zakonodaje. Poleg tega si pri delu v 5 sekcijah izmenjujejo izkušnje in dobre prakse, se spoznavajo ter odločajo za poslovno sodelovanje. Zato, da rešujemo medsebojne probleme, da rešujemo tudi regionalne težave, katere lahko nastopajo, predvsem pa, da se dogovorimo in skupaj uskladimo akcije, kako jih tudi razrešiti. In kot vidite, smo bili v preteklem obdobju kar uspešni. Dobili smo povezavo, dela se tudi na uspešnejši elektrifikaciji. Članstvo prinaša prav gotovo eno povezanost, eno sodelovanje gospodarstva, ker mislim, da v vsakodnevnih aktivnostih, kjer ima vsak v podjetju svoje specifične probleme, potem na en tak kvaliteten, strokovno dosti visok način v druženju v gospodarski zbornici se v bistvu ti naši individualni problemi prenesejo na skupne imenovalce in mislim, da je to tisto, kar prvič koristi gospodarstvu kot celoti in tudi vsakemu posamezniku noter. Sodelovanje različnih gospodarskih subjektov tudi skozi udejstvovanje v zbornici je prednost, meni prva dama novomeške Adrie Mobil Sonja Gole. Zagotovo pa tudi vse ostale aktivnosti, ki smo jih danes slišali, pa recimo, da izpostavim izobraževanje, je eno od tistih področij, kjer lahko izrečemo zbornici vse priznanje. Na izobraževalnem področju je lani zbornica izvedla 75 seminarjev in delavnic, ki se jih je udeležilo več kot 1500 znanja željnih. Poleg tega so pripravili 50 dogodkov za člane zbornice, na katerih jih je sodelovalo dobrih 1700. Delo so nadaljevale tudi sekcije. Največji projekt v lanskem letu je bil sicer Kocke. V projektu Kocke Gospodarska zbornica sodeluje kot vodilni partner skupaj z Združenjem kemijske industrije in več kot 20 partnerji. Namen tega projekta je najprej prepoznati, katere kompetence v kemijski industriji so prepoznane kot trenutno dobre, katere so pomanjkljive in narediti kompetenčni model, ki bo pomagal kemijski industriji, bazični kemijski industriji v razvoju te dejavnosti vnaprej. Zbornica sodeluje tudi v projektu POZA. Projekt POZA je namenjen tako delodajalcem kot zaposlenim. Njegov namen pa je zmanjševanje absentizma v naši regiji oziroma posledično temu v naših organizacijah. Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini ter povečati konkurenčnost gospodarstva te regije, so se v zbornici vključili v projekt inovacije. Ker smo v lanskem letu imeli 13 prijavljenih organizacij, ki so skupaj podale 20 predlogov za inovacije. Od tega smo podelili 19 nagrad in eno zahvalo. Tudi letos bo za gospodarstvenike težko leto. Glavni načrti zbornice so povezani z zastopanjem stališč članov zbornice, med temi bi izpostavil predvsem začetek gradnje tretje razvojne osi
izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine, razvoj visokošolskega prostora in ustanovitev Univerze Novo mesto, administrativno razbremenitev in poenostavitev postopkov pridobivanja evropskih sredstev, sprejetje ukrepov za nadaljnjo davčno in drugo razbremenitev in pa dokončanje avtocestnih priključkov na trasi novozgrajenega avtocestnega odseka v povezavi z Mirnsko dolino. Pri svojem delu pa bo zbornica namenila veliko pozornosti tudi povezovanju in sodelovanju z drugimi ustanovami in združenji v širši regiji. Z Dolenjske pa v Posavje, kjer že več let čakajo na sprejetje državnega prostorskega načrta za hidroelektrarni Brežice in Mokrice. Minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač obljublja pospešitev postopkov, tako da bi bil načrt za brežiško hidroelektrarno sprejet do sredine leta, za Mokriško pa do konca leta. Državni prostorski načrt za brežiško hidroelektrarno je pripravi že 6., za Mokriško pa 5. leto, medtem ko je bil državni prostorski načrt za Krško hidroelektrarno narejen v letu in pol. Posavci zato ministra opozarjajo, da če bi bila volja in pripravljenost, bi se to že lahko naredilo. In da ocenjujemo, da če hočemo glede na nov zakon o pogoju koncesije, ki bi sprejet v parlamentu lansko leto, kjer mora biti veriga končana do leta 2016, če hočemo to upoštevati in spoštovati te določila tega zakona, potem moramo začeti koncem leta z izgradnjo HE Brežice, pa ne pozneje v spomladi leta 2013 in pa z Mokricami konec leta 2013. Če hočemo to začeti graditi, mora biti državni prostorski načrt za HE Brežice sprejet v prvem polovici letošnjega leta in za HE Mokrice v drugi polovici letošnjega leta. Mi smo to preverili pri izdelovalcih, to se da, vendar zdaj je štafetna palica v rokah ministrstva za prostor, kot je že dolgo. Torej, če je volja, se da, če po volji ni, se pa to ne bo dalo. Minister odgovarja, da nameravajo postopke za sprejem državnih prostorskih načrtov pospešiti, tako da bi bil za brežiško hidroelektrarno sprejet do sredine leta. Za hidroelektrarno Mokrice je potrebno doseči dogovor tudi z hrvaško stranjo, strani Republike Hrvaške. Je predviden v kratkem sestanek na to temo. In jaz upam, da bomo ta vprašanja, ki so ostala v preteklosti, odprta na ustrezen način uredili in seveda v duhu dobrega medsosedskega sodelovanja tudi omogočili pospešitev priprave in potem tudi sprejema državnega prostorskega načrta za Mokrice. Vsekakor gre za vprašanje, ki zadeva obe državi, zaradi tega je potrebno zagotoviti sodelovanje javnosti na obeh straneh meje, to bomo tudi storili. Na naši strani pa seveda uredili vse tisto, kar je potrebno, da bo potem ta DPN v skladu z novo časovnico, ki predvideva dokončanje Mokric nekje do leta 2016 tudi sprejet. Postopke nameravajo pospešiti z drugačnim načinom dela in nekaterimi spremembami. Vse bodo šle v smeri pohitritve postopkov, poenostavitve dovoljenj in soglasij in skrajšanje rokov, kjer so predolgi oziroma tam, kjer ni odziva. Se pa en del ne nanaša samo na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, v enem delu gre tudi za zakonodajo z področja kmetijstva in okolja, vendar gre za ta okoljski del, vendar mislim, da bomo te stvari postorili usklajeno in za celotnim paketom omogočili poenostavitev teh postopkov. Vsekakor mislim, da je bil razgovor konstruktiven. Mi smo predvsem pripravili presek stanja na projektu in s tem tudi seznanili ministra, tako da imamo občutek, da smo podali dovolj informacij za pravilne odločitve v prihodnosti. Roki so zelo optimistični, da bomo letos zaključili DPN za Brežice in po možnosti tudi za hidroelektrarno Mokrice, pri čemer smo optimisti, da je to tudi izvedljivo. Nekje pričakujemo leto 2016 za Brežice in pa 2017 za Mokrice. To je realno izvedljivo, dokumentacijo imamo dovolj in potrebno je samo še delati. Sicer pa so na projekte finančno pripravljeni, zagotavlja prvi mož družbe. Poiskali bomo še neke druge vire financiranja, ker v bistvu 3 hidroelektrarne že omogočajo financiranje tudi 4. in 5. hidroelektrarne, tako da je pred nami sedaj iskanje najoptimalnejše kombinacije financiranja tudi za naprej. V brežiški občini z izgradnjo hidroelektrarn računajo predvsem na protipoplavno zaščito. To je bilo vedno ključno, to je bil tudi sestavni del projekta, da se energetika združi z zaščito
poplavne varnosti in seveda to je tudi za nas zelo pomembno. Jaz verjamem, da na račun tega bo tudi zaščita poplavna cenejša, kot bi bila, če ne bi bilo hidroelektrarn. Treba pa povedati, da verjamem, da se je že to predolgo vleklo in zadnji čas je, da se to res uredi tako za ljudi, kot tudi zaradi vseh nas. Projekt gradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi je ocenjen na skoraj 700 milijonov evrov in naj bi bil končan do leta 2016. Sicer pa z gradnjo brežiške in mokriške hidroelektrarne v Posavju pričakujejo odpiranje novih delovnih mest in dodaten zagon za gospodarstvo. Za konec pa še skok v prestolnico. Pod geslom Ključne rešitve se je na 51. mednarodnem sejmu Dom na Gospodarskem razstavišču predstavilo 628 podjetij iz 26 držav. Največji sejem z področja graditeljstva v Sloveniji in njeni okolici je uradno odprl minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav. Na njem pa so se svojo ponudbo in novostmi predstavila tudi podjetja iz jugovzhodne Slovenije. Na 24 tisoč kvadratnih metrih površin je bilo letos več razstavljavcev kot lani. In drugo, kar je, mi imamo večje število razstavnih površin. Mi smo najeli v bistvu dodatne prostore, tako da dejansko gospodarsko razstavišče je zraslo v zadnjem letu, v bistvu skoraj so se povečali za 60% razstavne površine in to je povečalo tudi število razstavljavcev. Že samo dejstvo, da traja 50 let, govori samo po sebi, da je ta sejem seveda pomemben za slovensko gospodarstvo. V tem primeru bi še rekel bolj pomemben za slovensko obrt in malo podjetništvo. In menim, da so seveda taki sejmi seveda dobrodošli. Letošnji mednarodni sejem gradbeništva je potekal pod geslom Ključne rešitve. Slogan predvsem zaradi te zadeve v bistvu, ker dejansko gradbeništvo je v krizi. Mi želimo v bistvu za dobrim sejmom pripomoči, v bistvu, da se kriza v gradbeništvu nekako zmanjša, v bistvu, da gremo v pot konjunkture, vse tisto, kar si želimo, predvsem gospodarske rasti. Ne samo navznotraj, ampak tudi navzven. Vem, da je veliko razstavljavcev tudi iz tujine in na tem je potrebno graditi, na internacionalizaciji, na privabljanju tujih investicij. In to takšen sejem zagotovo spodbuja. In to je dobro. Na sejmu so se obiskovalci lahko ogledali ponudbo stavbnega pohištva, izdelke za notranjo opremo, urejanje doma in njegove okolice, opremo za ogrevanje in hlajenje, materiale in proizvode za gradbeništvo ter izdelke, ki tehnično varujejo, nadgradijo ali poživijo domove. Na tokratnem sejmu smo predstavili praktično komplet program električnega ogrevanja in del programa lepljenja in tesnjenja. Pri nas predstavljamo novo tehnologijo, to je Solintera, sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja z izkoriščanjem sončne in pa geotermalne energije. To pomeni kopalniška oprema, ki zajema opremo celotne kopalnice, se pravi kopalne in tuškadi, kopalniško pohištvo, tuš kabine, pa tudi masažni sistemi so tako v banah kot v kabinah. Želimo biti predstavljeni tudi na sejmu kot celotni ponudnik programov, ki se prodajajo in uporabljajo pri inštalacijah, strojnih inštalacijah, vodovodu, ogrevanju, prezračevanju in tudi kasneje pri opremi kopalnic. Peči, kamine, pečnice, vse vrste lončenih, krušnih peči, kaminskih vložkov, štedilnikov, pica peči, vse na trda goriva. V ospredju razstavne ponudbe so bili sodobni trendi z področja graditeljstva, rabe energije, energetskih sistemov, hišne tehnike in bivanja. Prevladovala je okoljska ozaveščenost proizvajalcev, graditeljev in uporabnikov stavb. Na sejmu so sicer podjetje Majup in Proforum izročili nagrado Zelena misija, ki od leta 2010 za energetsko varčen in okolju prijazen izdelek podeljujeta gospodarsko razstavišče ter Združenje lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Torej, konkurenca je bila kar precej raznolika, ker so bili zelo različni izdelki. Ti so grupirani v 7 različnih kategorij. Seveda prevladujejo izdelki nekako letos, so se prevladovali izdelki, ki so se dotikali ovoja stavbe, to so ponavadi izolacije ali pa potem imamo tudi sisteme, kot so naprimer montažne hiše. No in nagrajenec je iz te skupine, iz skupine ovoja stavbe. Drugače imamo pa tudi izdelke za učinkovito ravnanje z vodo, pa izdelke za ogrevanje, to se pravi kotle, potem sisteme, krmiljenje in tako naprej. Letos nagrajeni izdelki so inovativni in okolju prijazni, je dodal Knez, in hkrati prihajajo iz podjetij, ki so okolju prijazna. Družba Proforum je prejela priznanje za izdelek Fonoterm granular. V Fonotermu je lahko več različnih izdelkov, tukaj je šlo za izdelek granular.
Torej, to je granular, ki se lahko prosto nasipava ali pa strojno upihuje v prazne prostore, kjer je potrebno jih dodatno izolirati, ali pa tudi kot sama izolacija, tudi na področju montažnih hiš, ostrešij. Skratka, gre za zelo široko potrošen artikel. Friderik Knez je poudaril, da gospodarsko razstavišče kot prireditelj sejma javnosti z nagrado sporoča, da so prav trajnostne tehnologije ključ do dolgoročnega preživetja posameznih podjetij. S tem smo prišli do konca tokratne oddaje gospodarskih vsebin. Te si lahko ogledate tudi na spletni strani vaskanal.com, vnovič pa vabljeni v našo družbo čez teden dni. Lahko noč!